Zdravo in dobrodošli v novi oddaji More Than Networking. Danes je moj gost Gregor Kosi. Gregor, zdravo. Živijo. Kosi. Super, odlično. Nasmejan. Ja, v tvoji družbi je vedno super. Prej je rekel, Oskar, da mora biti 5 minut, 5 sekund tih. Ja. Je bilo težko 5 sekund. Ja, absolutno. Jaz imam eno tradicijo, da predstavim, da razložim, kako so se mi spoznali, oziroma kako sem jaz svojega gosta spoznal. In mi dva sva vedela en za drugega prej, ne, preko projekta Ti si bil Lidl, jaz super brandu, ampak jaz se spomnim, zdaj pač skupaj sva pač v enem združenju in jaz se spomnim klica, sem jaz tebe klical, ker je Matevž Zorič povezal. In je bil tvoj respond, je bil, Boško, tako, wow. Jaz sem ful odprt, sem rekel, taj pa še bolj, tako da ne, ta bi bil tako, prav spomnim se še, kje sem vozil, tako prav tak pozitiven trenutek je bil, no, tako da, drugač, Gregor, dajmo tako reči, če gledamo celo tvojo zgodbo, dejansko od podjetniških vod, 17 let si vodil Lidl, je tako? Res je. Yeah. Mislim, realno vodil 15 let. 15 let, ok. Seveda, v vlogah najprej še pod okriljem avstrijskega podjetja, kot direktor tule v Sloveniji, kasneje, ko se je pa podjetje Lidl Slovenija nekako postavilo na svoje noge, potem pa kot generalni direktor. Torej, vse skupaj bil 17 let v Lidlu? 17 let pa vse skupaj. Ok, gledaj tako, zdaj, to se sem že prej pogovarjala in ta, se veš, vdaja o mreženju, daj mi zdaj ti povej tako, z dveh vlog, kako je Gregor, ki je bil generalni direktor Lidla, gledal na mreženje, zdaj koliko časa nisi več generalni direktor? Ja, čakaj, koliko zdaj? Leto in pol? Kaj si v tem letu pa spremenil? Precej. Čakaj, da naredim požirek, sam da... Izvoli. Ja sem te kar takoj z težkim vprašanjem. Ni težko, je tako, kar zelo smiselno za začetek. Ja, precej se je spremenil. Zdaj, moram priznati, da predtem sem vstopil v Lidl, nisem imel neke večje mreže, če lahko to imenujemo. Pomeni zelo velikega kroga prijateljev ali pa znancev. Nekako sem prišel v podjetje, tako zelo jasno predstavo, da ima podjetje seveda neka določena pričakovanja, določene zahteve in seveda sem to skušal po svojih najboljših močeh tudi upraviti. Zdaj, vmes se je seveda zgodilo, no, takoj po nekako trenutku, ko sem se vračal iz usposabljanja v tujini, da si je takraten avstrijski šef vzel tale čas, stopil do mene in rekel, Gregor, ti boš tle direktor, a spremeš? To je bilo zame seveda presenečenje, ker jaz v Lidl nisem prišel z namenom, da postanem direktor. A res ne? Ne, niti približno. Jaz sem se zaposloval tako kot vsi ostali na vlogo regionalnega vodje in to je bilo to. Moja edina predstava in želja je bila, da bom nekega dne vodil trgovine v Ljubljani. Čakaj, in kaj, a si ga vprašal, kaj ga je prepričal? Zakaj se je odločil zate? Nisem ga, mislim, ali je to iz spoštovanja do človeka, ki je imel seveda za seboj že neko zgodbo, recimo istočasno je bil avstrijski šef in slovenski šef, tle vse skupaj, v Sloveniji seveda takrat še ni bilo trgovin, v Avstriji pa bilo že tako nekaj čez 200 trgovin. In takrat ga pač ne sprašuješ, zakaj se tako odločil. Razumem. Pač mu zaupaš, mislim, če vidi tebe na neki poziciji, ne, a zdaj ima sploh opcijo reči ne. Ja, po vsej verjetnosti ne. Ja, jaz mislim, da ne. No, vsaj ne v takrat v tistem trenutku. In sem rekel, dobro, evo, sprejmem. In nekako sem tako, temu rečeš, padel v vodo. Zdaj pa, a bom splaval ali ne, je pa seveda drugo vprašanje. No, k sreči in seveda tudi v pomoči ekipe sem splaval. Ja. Oziroma smo splavali, na koncu tudi vsi skupaj. Je pa tako neki, takrat sem prvi začel dobivati ta občutek, da se ne moreš sam zapreti nekje v pisarno in biti tam nek direktor, nek šef, zdaj treba pisarno odpreti. Ja. Ko pomeni, pisarna ni samo odprta vsem tvojim sodelavcem, ampak načeloma, ko si nekje izpostavljen v nekem malo širšem okolju, v javnosti, je treba svojo pisarno odpreti tudi malo širše. To se seveda začelo dogajati, tako, bil sem precej neroden na začetku pri tem, pri teh stikih. Imaš kakšen anekdota, ki si... Mislim, tako, je bila včasih kakšna nervoza, ko si šel na kak sestanek, sploh ko si šel na sestanek nekomu, recimo, ki je bil direktor že vsaj 10-15 let, jaz pa tle newbie, mislim, tako, zelo frišen. Koliko so pa v štartu podcenjevali zgodbo Lidla? Ja, precej, ne? So, ne? Moraš tudi vedeti, jaz sem bil takrat, ko sem sprejel to vlogo direktorja, star 29 let. Noro. Zanimivo, ne? In
valjda, kako bo zdaj ti kot nek 29-letnik, meni je že bilo znotraj koncerna, kjer so bili vsi direktori starejši, jaz sem bil takrat, zdaj, če se ne motim, najmlajši direktor v zgodovini Lidla, ki je prevzel takšno pozicijo. Ja. In to je bilo tako precej scary, ne, takrat na začetku, imaš tam te Lidlove direktorje že 15-20 let v firmi in ti zdaj prideš tam šele frišen, ne, včeraj si še tam v trgovini prelagal robo z ene police na drugo, zdaj pa tako, ne. In zakaj sploh to pomeni, ne? Kako se en direktor vede, ne? Kaj se od njega pričakuje. Mislim, pojma nisem imel. Pa si imel strani Lidla, rečemo, če se vrnemo to, ker to je korporacija, to je sistem, to je predvidevan, da nič ni splet na ključi, vse je naprej strateško se odloča, vse Oskar rekel, da zdaj tebe ni več, ampak da kamorkoli se Ljubljana obrne, sam še Lidle gleda. Tako da si rekel, ja. Ampak, okej, koliko pa je dejansko korporacij taki v interesu, da se ti zmrežeš, povežeš? A je bilo zdaj tako, a si ti to odprl pisarno, ker si ti hotel to, ker si ti bil tak, a so bile tudi tukaj inputi strani korporacije, to je primer dobre prakse, to moraš delati. Ta povezovanje, grejanje odnosa, mreženje. Vrhunsko vprašanje, zato ker boš tudi prek tega odgovora, ne, ki ga bom zdaj skušal seveda obesediti, nekako tudi videl, kako se je zgodba spreminjala. Jasno, meni je bilo jasno, na toliko majhni državi, kot je Slovenija, boš zelo težko sedel nekje v zaprti pisarni. Je pa bila koncernska politika, da sediš v zaprti pisarni. Predvsem, kar se tiče zunanje javnosti. Dejansko v tistem prvem obdobju Lidl ni bil nek subjekt, ki bi bil pripravljen odgovarjati na vprašanje novinarjev, recimo, ki bi bil pripravljen se odpirati na ta način, da so pa zdaj njegovi sodelavci, ne samo direktor, ampak tudi ostali sodelavci, izpostavljeni v raznih združenjih. Niti približno tako. Bog ne daj, da bi ti razmišljal o tem, da boš pa zdaj v nekem združenju. Ker to bi takrat v tisti prvi, jaz temu rečem, prva faza nekako zbujanja podjetja. Podjetje je bilo še zelo zaprto. In tudi lahko rečem danes, ko iz te perspektive, ko gledam malo nazaj, mogoče precej samozadostno, kar je škoda. Pomeni, manjkalo je malo nekih zunanjih impulzov, nekih zunanjih znanj, ki bi lahko podjetju seveda pomagali, da mogoče neke določene perspektive preveri in raste še hitreje. Ok, ampak to zdaj, kar jaz zdaj poznam, neki ljudi iz Lidla, jaz imam feeling, da se to čisto zdaj obrnilo. Seveda, zdaj je precej drugače. Ne, resno. Ja, tako, zdaj je precej drugače. Jaz sem tudi tako, če sem že bil sodeloval v kakem združenju, sem sodeloval tako malo inkognito. Nisem zdaj, ne morem biti nikjer član upravnega odbora, nobenega združenja, ful me pa zanima, ful bi pa rad bil zraven, zato ker seveda znanja, ki jih imajo tudi drugi na slovenskem trgu, nam lahko tudi, ne samo meni osebno, seveda neki osebnostni perspektivi, ampak tudi samem podjetju precej pomagajo. Tako da sem nekje sedel v kotu. Okay. Ja, sam se smel, po vsej verjetnosti si imel pa zelo veliko teh poskusov pride do tebe, cukanja. Jaz vedno razlagam, pa zdaj, jaz nisem bil nikoli na tako visoki poziciji, ampak kar sem se pogovarjal, predvidevam, da ko si više, ko si, večji si magnet in dejansko, rečemo, mladi podjetni štarte se mrežati pol plovke meče kjerkoli lahko, da pride do ta pravih ljudi. Ti imaš pa, si po vsej verjetnosti imel izziv, pa me popravi, če se motim, ker je ogromno ljudi hotel v tebe priti in se mora imeti močna sita, kaj boš čez pustil. Kako si ti odločil, komu boš posvetil čas, s kom boš sedel na kavi, s kom ne? Mislim, vrhunsko vprašanje z tega vidika, ker je to dejansko predstavljalo dilemo. Zdaj, koliko me recimo ta začetna faza, kjer si bil mogoče malo manj izpostavljen, v precejšnji meri varovala, da seveda je ta magnet manj privlačil iz nekega okolja, ker je bilo seveda, ljudje te niti niso poznali, ljudje niso vedeli, kje jim lahko pomagaš. In ljudje se niso niti toliko name obračali. Kasneje, seveda, ko se podjetje začelo odpirati, ko sem bil mogoče tudi sam malo bolj izpostavljen, sploh v času, ko sem prevzel vlogo generalnega direktorja, kjer je pa bilo seveda nujno, da pa zdaj na trgu funkcioniramo kot Lidl Slovenija, je tega bilo seveda bistveno več. Zdaj imam čisto povezano seveda zagotovo z vzgojo, da če te nekdo prosi za uslugo, da mu seveda po svojih najboljših močeh pomagaš. Zdaj tole v nekem določenem trenutku zame predstavljalo precejšen izziv, ker tako,
60% svojega časa sem se ukvarjal s tem, da ljudem pomagam, da jih povezujem s svojimi sodelavci. Pa tako iskreno, moji sodelavci so me včasih že imeli tle vrh glave. Gregor, koliko vizik še boš mi prenesel, koliko telefonskih razgovorov še mogel upraviti. Ampak jaz sem nekako čutil, da človeku pomagam vse na ta način. Kdorkoli me je seveda prosil, da ga povežem z enim izmed članov svoje ekipe. Okay. In pol se pa dalje zmente. Nikoli ne bom pozabil. Tako eno podjetje, ki se takrat začelo ukvarjati z eno zadevo, ki je bila seveda tu zelo zanimiva za podjetje, in nekako se jim je ratal povezati z Lidlom v Franciji. Aha, okay. Nisem pa uspel z Lidlom v Sloveniji, torej z mojo ekipo neposredno. Kar pomeni, valjda, če se z mojo ekipo neposredno niso zmenili, so štartali name. Ker logično, zdaj, če na strokovni ravni ne moreš stvari urediti, dajmo poskusiti zgoraj, pa dajmo mogoče po neki taki polprijateljski ali pa ne vem, po neki liniji znanstev tole urediti. Seveda name se obrnejo. Takrat sem prvič seveda začel razmišljati, mislim, zdaj je že teh izzivov toliko, da bom težko vsem nekako priskočil nasproti in pomagal jih povezati s svojo ekipo. Poleg tega imeli sva ta primer, ker so se že skušali povezati z mojo ekipo, pa jim to ni ratalo. Vedno sem pa zelo močno poudaril pomen, da je ekipa tista, ki ponuja neko strokovno okolje za kakršnekoli pogovore naprej. Če se zmenite, super. In moj odgovor takrat je bil, zdaj, če ste tako dobri prodajalci, da ste se z Lidlom v Franciji zmenili, pol ne vem, kaj je v Sloveniji šlo narobe, da se tle niste mogli zmeniti. A imate res tako dober produkt, tako dobro storitev, da bi jo pa strokovni del Lidlove ekipe v Sloveniji zavrnil. Tako da vam vseeno predlagam, da se obrnete na mojo ekipo, ker kaj lahko jaz drugače naredim. In so prišli čez, ne? Mislim, da ne. Niso, ne? Ja, glej. Da mi sam povedal, to je bil ta filter, ki ga omenjaš. Ampak to so spet po moje vaj, izkušnji, pridejo s časom, tudi dobiš, ko bi rekel, debelejšo kožo, več znaš, bolj znaš te stvari, tako bi rekel, pretehtati, da so vredne, ne. Ok, zdaj gremo tako, zdaj je leto pol si na svojem. Predvidevam, da je zdaj to spet nek drug svet, nova zgodba, zdaj imaš svetovanje, imaš ekipo, je tako. Zdaj, po moje, gledaš na mreženje, pa čez drugače, je tako. Zdaj si popolnoma. Je tako. Seveda. Ampak je po moje osnova je postala, je ta basic, ker Gregor je vedno Gregor, ampak ti ne moreš bežati ven, da si bil 17 let z Lidla, kar pač, hvala Bogu, ne. Koliko ti to, najprej meni vprašanje, da nam preveč, tako zanimiv si, pa imam pa 100 vprašanj. Kako danes gledaš na mreženje? Kaj ti to danes pomeni? Danes mi je seveda zelo jasno, kaj mreženje pomeni. Iskreno povem, da sem včasih sploh ta eksterni del mreženja, vse, kar se dogaja izven podjetja, precej podcenjeval. Bravo. Ful podcenjeval. Bravo. Pa bom takoj povedal, zakaj. In to šele danes vidim iz današnje perspektive, da je bilo to zelo neumno početje. Danes na mreženje gledam tako, kot rečemo na neko razširjeno ekipo. Imeti ljudi v svoji mreži pomeni imeti večjo ekipo. In v današnjem času, ko seveda nimaš niti približno vseh znanj, da bi lahko sam deloval po neki logiki SP-ovstva, je zelo pomembno, koliko je velika ta ekipa. Koliko je nekako znan na trgu, ki jih seveda prenašajo določeni posamezniki, posameznice, ki ti lahko seveda pri tem zelo pomagajo. In danes vidim tole mrežo, ki je danes precej večja, kot je bila seveda še nekaj let nazaj, vidim kot del svoje ekipe. Bravo, ta je močna. Ta je močna, ampak ta je face močna. Drži kar prebito, pa face močna, tako da ta je huda. Ja. Ne, resno, ker dejansko mislim, sam sem nemočen. Absolutno nič ne moš narediti. In če imaš ti prave ljudi, se hitreje stvari dogajajo. Kako jaz razlagam? Da je mreženje k navigacija. In če imaš dobre ljudi, te bo hitro usmeril na avtocesto, ti bo rekel, kle je prepreka, kle pej čez most, kle pazi, moš vinjeto kupiti, ker če ne, pa veš, in to je problem tega malega podjetnika, ki na začetku sploh če misli, da mora vse sam delati, in potem mi začnejo šguni forum, da reče, jaz sem perfekcionist, jaz hočem, da vse to pozabi. Jaz sem jih videl že kar nekaj, ki so failali, zato so hoteli vse sami delati. A veš, ker ti se še prav tako vrneva se sam za 2 stavka nazaj v Lidl, pa greva danes na realnost. Jaz se spomnim, ko si ti razlagal, da iz ne vem koliko 100 mailov na dan si prišel na par mailov na dan. Je tako? Je. Ok, to je pomeni, da sam par stavkov, kako si prišel do tega, pa zakaj sploh to, zakaj si ekipo tako usmeril?
Mislim, na koncu se seveda vprašaš, valjda, na začetku, ko začneš, nimaš zelo veliko izkušenj z vodenjem, zato vedno znova poudarjam, ne? Vodenje, veš, je vzpostavljanje nekega odnosa s svojo ekipo. V prvi fazi do samega sebe. Zdaj, če boš zaupal samemu sebi, boš zaupal tudi svoji ekipi. Zdaj, iskreno, na začetku nisem imel zelo veliko zaupanja do samega sebe. Kako lahko zaupam ekipi? Pravzaprav sploh nisem razumel, kaj zaupanje pomeni. Wow. Ja, valjda. In s tem, ko začneš mogoče bolj spoznavati samega sebe, s tem, da si v prvi fazi, pa uporabljam eno tako zelo romantično besedo, da si iskren do samega sebe, a res se znam. Če bi vse znal, bi bili verjetno rezultati drugačni. Tako v zasebnem okolju, kot v delovnem okolju, drži. Ja, in jaz sem takrat seveda pojmoval, oziroma povezoval te rezultate s tem, da z mojo ekipo kaj narobe. Znam ekipo zbrati. Je to prava ekipa, ima ta ekipa ta znanja. Ampak spet, ker sem izhajal z neke svoje perspektive. In ko sem seveda s časoma začel ugotavljati, da je ekipa vrhunska, ampak da najbrž jaz nisem najbolj vrhunski in da moram pri sebi spremeniti tist, da bo ekipa ta vrhunski potencial, ki ga ima, potem lahko tudi izrazila v polni meri. In takrat se je začelo vse spreminjati. Ja. In potem sem videl, da nekako moje razmišljanje, ki sem ga potem primerjal z razmišljanjem moje ekipe in z rezultati moje ekipe, ni dosegal niti, rečemo, 10% tega, koliko je sposobna ekipa, pa sem zdaj tukaj že mogoče malo preveč samozavesten. Rečva temu, če bi že mogla nekako vse skupaj določati v nekih odstotkih, kar zmore ekipa, je neprecenljivo več in bolj na dolgi rok učinkovito, kot si predstavlja vsak posameznik, koliko je dober, koliko je sposoben in koliko zmore. Ampak nas, Gregor, po mojem zmanjka že po tem, da mi sami sebe podcenjujemo. Jaz verjamem, da je vsak od nas mislim, ne 100-krat bolj sposoben, kot dejansko je zdaj. Mislim, večina nas. Primer, če bi tebe pri 29 rekel, to už dosegel, to ti naredil, rekel, da ni šans. Mislim, ker pač enostavno, ful velikrat, jaz tudi tako pravim, če nekdo vidi od tebi nekaj več, kot ti vidiš, vzem. Sam pejt, ne negirati, ne. Ker zato rabiš imeti dobro podporno okolje, ti rabiš imeti, okolje, kjer te spodbuja, večina nas pa pač meni zelo žal nima tako okolje. Ne. In pol se na trgu naučiš, in pol je ful pomembno, v katero ena stvar je organizacijo priješ, kakšna je tvoja družba, ne, kdo je tvoj mentor, a imaš kovča, a nimaš kovča, s kom piješ kavo, ker na koncu te to oblikuje. In pol jih unafora, s kom si, tak si. Se to ni, ne. Jaz sem zadnjič predlagal, ne vem, sem rekel enim, napišite na list papirja na eno stran, kakšne frende hočete imeti. Ne. In zdaj napišite, kva vi lahko date. In zakaj bi nekdo, ki je ambiciozen, sedel zraven nekoga, ki ni ambiciozen? Ni logike. Ti noš v nakao z enim, ki je toksičen. Zakaj bi šel? Ker imaš ful drugih stvari za početi. Ja, mislim, čeprav, kot vedno si ne moreš seveda zbrati, sam tega, ali boš se družil sam z ljudmi, ki so na neki podobni valovni dolžini. Zato vedno znova tudi pravim, da se tudi super v neki določeni fazi družiti s toksičnimi ljudmi. Zato, ker je to vedno double check samega sebe. Da tu sebe vidiš, ne vem, koliko si sam toksičen na koncu, na podlagi tega, ko te pri nekom, jaz vedno pravim, če te pri nekom nekaj zelo moti, to pomeni, da si ti najverjetneje preveč v nekem drugem ekstremu. In nekje zlata sredino rabiš. Kakšen folk tebe driva? Kakšen folk je tebe okej? Zraven kakšnega folka si ti rad? Ful mi je pomembno, da so ljudje optimisti. Okay. Zdaj seveda te debate o pesimistih, realistih, optimistih. Ne, ampak pač pozitivno. Ja, valjda, ne. Zdaj, ne na ta način, gremo, skočimo tle, ne, brez da vemo, koliko je globina bazena, ne. To je že malo tako, tle je že mogoče malo ta pretirana neka pretirana strast, obsesija, kako to imenujemo. Ja. Tako da v tem optimizmu je treba mogoče včasih se malo vprašati, ne, a je to, kar v tem trenutku počnem, sploh smiselno, ne, a mi to prinaša neke rezultate. Prej si vprašal, recimo pri svojih 29 letih sem bil zagotovo bolj prepričan,
kaj vse lahko spremenimo, starim karkoli, a potem se na rezultatih vidiš, da je tvoja predstava, ne, o tem, ne, kje si lahko čez 1 leto in pol, kje dejansko si čez 1 leto, verjetno precej zgrešena. No, dobro, to je faza tega, da v poslu odraščaš, da si bolj zrel, dobivaš izkušnje, hvala Bogu, da ne vemo, kaj nas se čaka. Daj mi samo še tako, če bi ti zdaj gledal z vidika, da greva tako, star si zdaj 29 let, ne, pa lahko daš ti Gunmu Gregorju en dober nasvet. Pa mu rekel. Zelo preprosto. Reci. Mreži se. To zdaj povedal z nekaj skleja. Povedal ti bom konkreten primer. Daj. Kaj je bila recimo moja največja bolečina v vlogi generalnega direktorja v Lidlu? Zdaj, recimo, da je seveda ta mreža v ekipi, ali pa rečemo ekipa v Sloveniji, seveda znotraj podjetja izredno dobro funkcionirala. In da je zelo dobro funkcionirala tudi ta zunanja ekipa, ne, ki smo jo seveda tako sam kot moja ekipa preko te mreženja uspeli izpostaviti. Tako da na ta način smo podjetje dejansko pozicionirali na trgu. Podjetje ni bilo več sam tam nekje v Komendi, v tistih poslovnih prostorih, ampak je podjetje postalo bolj prisotno. Rečemo tako vse prisotno, tako kot so na začetku začela. Kamorkoli pogledaš, vidiš nek logotip Lidla. Zdaj sploh tudi v Ljubljani. In seveda, če ne bi imeli če ne bi razvijali tega občutka za mreženje in se zavedali pomena mreženja, ti iskreno danes povem, ne bi videl niti ene trgovine v Ljubljani. 100%, zagotovo ne. Zanimivo. Kar pomeni, vsaj 70% vseh trgovin, ki so nastale v Sloveniji, je posledica kvalitetnih odnosov, ki smo jih bodisi izpostavili s svojimi partnerji. Tu ne govorim samo o enkratnem odnosu. Z vsakim partnerjem, seveda, s katerim spostaviš odnos, ostajaš partner. In tvoja naloga je, da se seveda vedno znova sprašuješ, kako lahko ta odnos ohranim na dolgi rok. Zato, ker je vedno tako, veš, roka roko umije. In če imaš na drugi strani partnerja, do katerega lahko spostaviš to zaupanje in zaupanje spostavi za to, osnova zaupanja je izpolnitev, uresničitev nekih pričakovanj. A drži? Drži. Evo. In če so ta pričakovanja uresničena ali pa celo presežena, je to odlično okolje za neko dolgoročno sodelovanje, ki temelji na zaupanju. In te partnerje držiš. Vse podobno v zasebnem okolju. Pa se, po moje, pa ne moreš niti ločiti to. Ne moreš ločiti. Ne, to je. Da mi sam še, a shod kaj povedati? Ja, seveda. No. In ker pa sem zanemarjen, je pomen mreženja znotraj skupine, koncerna. Ok. Zakaj? Jaz sem bil vedno prepričan, da na koncu rezultati štejejo in na podlagi rezultatov boš prišel kamorkoli. Ampak to znotraj neke skupine, kjer se pa lahko seveda debatirava, kaj pomeni beseda politika, je pa zelo veliko te politike. Ja. In zame politika je sposobnost vrhunskega mreženja. A drži? Ja. V določeni meri. Absolutno. Ja. In videl sem recimo svoje kolege v drugih državah, ki so bili bistveno bolj uspešni na tem področju mreženja. Bodisi tako, da so svojim šefom vsaj enkrat na mesec ali pa ne vem, parkrat na leto spili pivo. Pa tudi če je bil to nek small talk, kakorkoli, ampak bili so tam. Jaz pa tega nisem naredil. Zato, ker se mi to zdelo, a mu zdaj, tako kot si prej omenil, a mu leze morit ali karkoli. Mislim, da me zazna po rezultatih, ne zaradi tega, ker sem dober drink buddy ali pa beer buddy, kakorkoli zameva. Ampak na koncu, kaj bolj šteje, ko je potrebno sprejeti eno težko odločitev. Tu, če ima zelo dobre argumente, kaj misliš, kdo bo v tistem trenutku lahko prišel mogoče z manj dodelanimi ali pa močnimi argumenti do tega istega človeka, ki je soodločevalec, pa na koncu celo samostojen odločevalec, katerega bo bolj poslušal in kdo bo imel boljše karte v tej igri. Zgumka ima zgrajen odnos. Točno. Če nima zgrajenega odnosa, meni je zelo žal. Da. Ja, jaz težko, kot sem jaz rekel folku, zlih dan si bil v eno ekipo, sem rekel, zdaj si nazadnje z direktorjem spila kavo. Je meni ful naroden. Zakaj? Ne na rednem razgovoru. Pohval ga na kavo. Da mi povej, kjer je, zdaj delam svet v enem podjetju in je prišel nov direktor in so ful navdušeni vsi. Pa sem rekel, a si ti njemu to rekla? Pa na me gleda. Pel ga na kavo, reč mu hvala. Simple is that. Reč mu, se on to ve. Kaj smo rekla? Ne predvidevati. Povejmo, ko on to sliši od tebe, to je čist, to builda in to ni lezenju rad. To je pač enostavno, rečeš hvala, izražiš hvaležnost in pa še daš na glas poveš, karkoli je tvoja vizija,
I'm all in. Ja. Povej, name lahko računaš. Sam to je isto. V prijateljstvu, v poslu, mi ful prej stvari samoumevnih jemljemo. Da jemljemo stvari za samoumevne, pa rečemo, ok, se ve. Ne? A veš, se doma vejo. Ne? Moš povedati besede pa dejanja. Ne? A veš, kad pol je tako, veš, kad sva tako, kad sva midva, kad si zdaj mali podjetnik, ne? Pa moš tam na trgu biti vse, pa moš prodati, pa razviti, pa to, no. Veš, tam je pa dejansko zelo veliko je, a bo Gregor Reboško te poslušal, a mu zaupa, a imamo zgrajen odnos, ne. A veš, če ne, konc koncev, zakaj pa bi. A veš, in to dejansko moš investirati čas v to. In če fore temu to ne moš kupiti. Ne. A veš. In Boško se strinjam in ko sem seveda zdaj skušal nazaj ugotoviti, zakaj sem imel takšno težavo se recimo približati človeku, zdaj če se vrnemo nazaj k tej toksičnosti, jasno. En čas si lahko s takšnim človekom, dolgoročno pa, zdaj če izhajaš izključno samega sebe, se moš bo verjetno umaknil. Zdaj, kar jaz razmišljam, ne, ker meni ni najbolj uspelo v tej smeri, da bi se mogoče malo bolj kvalitetno, učinkovito pomrežil tudi znotraj same skupine, je bilo seveda to, da me marsikater človek mi je, veš, bil precej tuj. Niso si delila nekih, veš, osebnih prepričanj, nekih osebnih vrednot. In tule imam včasih določene težave, kako se povezaš s človekom, kjer nekako začutiš, da nista na enaki valovni dolžini. Na silo se noš mogel. Težko, ampak preveč si izhajajo iz samega sebe. Zdaj, kar sem se seveda vmes naučil, ne, je seveda, kako mogoče skuša takšnega človeka razumeti, kako mogoče iz sebe, iz svoje perspektive skušati nekako se, veš, postaviti v njegovo perspektivo. In tule se vse spremeni, to je game changer. To je game changer. Pa širino, ja. A veš, za to rabiš imeti, pa to je pa je game changer. Sam je pa fora trike, ker ti postaviš sebe v njegove čevlje, v njegovo kožo, pomeni, da greš ven sebe, da nisi več to, da rečeš, ok, štekam, tudi če meni to ni v redu, zakaj vam tako odreagiral, zakaj vam tako razmišljam, kaj jaz lahko naredim, da se mi dva ne. In ampak klej moš pozabiti na ego, klej moš na marsikaj stvari pozabiti, kar je pa večini sploh, ko si na neki funkciji, ne, ki te čez čas zapaca, ne, a veš, je ful težko. Ampak fore samo temu, ti si bil Gregor, prej si prišel v Lidl, Gregor si bil v Lidlu in Gregor si zdaj. In jaz ti čisto, če bil ti kreten v Lidlu, tebi danes ne bi ratval. Ne bi te noben klical na podcast, pa najmanj podcast, ne bi noben s tabo delal, ne bi imel sodelavcev, ne bi imel partnerjev, ne bi imel nič. Dejansko bi te, a veš, in to je fora, ne, da pač enostavno ne smemo pozabiti, da si pač, ti si pač brand, ne, jaz sem brand, vsi smo brandi in pač, daj mi samo še eno stvar, apropo vsega tega, ne, zdaj si ti na svoje, zdaj biraš, kako ti zbalansiraš ta zdaj private business life? Zdaj imaš več časa, predvidevam, ali ga imaš celo manj? Precej manj. Precej manj, ok. Čas imaš manj. Ja, ravno zadnje sem svoji, veš, bivši ekipi razlagal, nekaj, ki seveda valjda zanimal. Gregor, zdaj si se končno malo spočil. Sem rekel, ne, primerjavi s tem sem prej v službo hodil počivati. Ja. In se ne hecam, res, in tako jim je zelo nenavadno, kako, če smo pa, ne vem, tle, veš, dihamo na škrge, kako si hodil počivati? Ne, ampak drugače je, veš, ful je drugače. Zdaj imaš, prej si imel interakcije več ali manj z enim in istimi ljudmi. Ja. Dobro smo se že poznali. Kar pomeni tudi na tej energijski ravni, ne, si že znal zelo dobro uravnavati. Le, točno vem, kak je Jože, kak je Franci, kakšna Marija in kakšna je Metka. Ja. In si že na ta način znal pristopiti. Danes tega ne vem. Danes pridem do enega klienta, ga moram, tako če se vrnemo nazaj, ne glede na to, kako vidi, da bo jutri konec sveta, ne, ga moram jaz seveda prepričati, ne bo konec sveta in še boljš, ne. Ti imaš vse zvode v rokah, zato da ne bo konec sveta. Ja. Zdaj si pa predstavljaj, kako človeka, ki ima toliko neko prepričanje, ne, ki ga seveda pri tem omejuje, da bi videl malo bo svetlo v prihodnost. Kako tega človeka na koncu prepričati, da prihodnost je svetla in to, ko bo svetla, je v največji meri odvisno od njega samega. Ja, ko obenem si coach, psihoterapeut, mentor, pa ne vem, še lahko še na 4 vloge damo. Ja, valjda. Ja, še malo umetnik, veš, vse zdrave. Absolutno. Ja. Sam glede na to, koliko ti oči žarijo, predvidevam, da uživaš v te vloge. Ma ful uživam, ne? Valjda, je pa res, da rabim tudi potem neko svojo osebno higieno na način, kar rabim, da samega sebe postavim nazaj na noge, vsakič znova. Logično, ne, zato da lahko dam tudi svojim strankam, ljudem, s katerimi sodelujem ali pa bom sodeloval kar v tistem trenutku najbolj rabijo.
Za zadnjič je bilo ravno, veš, na okrogli mizi. Miza je bila okrogla, veš, na Super Brands dogodku, ne, ker smo se tako malo pohecali, ne, z omizjem. In seveda te vprašal, Gregor, s čim se ti ukvarjaš? In v osnovi jaz razmišljam, a zdaj povem daljšo verzijo, povem najkrajšo. In kakšna je bila ta najkrajša verzija? Potem zelo jasno povem, ne, veš, sem Gregor in ukvarjam se z reševanjem problemov. A res? Ja, in potem vprašanje, a rešiš katerikoli problem? Zdaj pa je malo to, ne, zdaj pa moramo gledati malo vizijo. Ja, rešim katerikoli problem. Zdaj to je dober, kot opener, veš? Ja. Jaz imam foro, ki me vprašajo, veš, ponovadi na teh dogodkih, s kje pa ti? A veš, in valjda si misli, da jaz tečem skranje. In nič čist vega, veš, in je to tako, no. Ampak ne, imel sem nekaj cajta foro, s čim se pa ti ukvarjaš, si rekel, maneken sem. Ampak je zelo resno. In polno fora, se kada ja, a to zgleda, da ima nekaj, no. Ampak me je po Portorožu na enem dogodku en presnetil, pa rekel, a ti tudi. Se rekel, glej, mislim, dec ti res gledaš, jaz ne. A pol sta imela oba enak pič. Ne, ampak on je bil dejansko res maneken. Pofotkala sva se, pa sem mu že na fotki pokazal, da dejansko on je material, zato jaz pač važno nisem. Ne. Samo zdaj pazi, ne, če je maneken sprejel, ne, to tvojo zgodbo, da si maneken, vem ti boš, ko pol imaš. Ne, se ni sprejel. Neki potencijala ni sprejel. Ni sprejel. On je bil sam politično korekten. Tako imamo peska vrguči. Jaz sem malo črtala, oziroma ne črtala. V osnovi sva ustvarjala to svetlo prihodnost. Ja. Če mi slučajno to ne rade, bom lahko pa fotomodel. Dobro se je začrtalo, super. Daj mi še tako, apropo tega povezovanja, grajenja odnosa, kam misliš do temu svetu, ki mi zdaj smo, pa social, digital, ChatGPT, open, AI, tooli in vse ostalo, kam gre ta mreženje, povezovanje, grajenje odnosov? Kaj ti vidiš, kako bomo mi to počeli v prihodnosti? Ja, po mojem, tudi svet se počasi vrti v tej smeri in kaže se, da bo sposobnost mreženja najverjetneje ena izmed najpomembnejših življenjskih veščin. Zagotovo. Kako bomo preživeli v nekem svetu, ne, ki se na ta način, ne, seveda medosebnih odnosov precej ohlaja, seveda zaradi digitalizacije, a ni pol sposobnost mreženja spostaviti nek stik s človekom in ne samo spostaviti, ohranjati ta stik dolgoročno, a ni to ena najpomembnejših življenjskih veščin. Trik je ta dobra. Ne sam, jaz vem, da ni fora nekoga spoznati. Tako. Umetnost je to osebo, če je kvalitetna, zadržati v svoji mreži. Na koncu, če gledaš, ne, zakaj je to mreženje tako pomembno, če se vrnemo nazaj na svoje poslanstvo, reševanje problemov. Kater problem pa resnično lahko rešiš sam? In s tem, ko rečem, ne, a lahko rešiš katerikoli problem, to ne pomeni, da ga bom jaz osebno rešil, ga bo pa moja ekipa ožja ali pa ta razširjena. Nekdo našel bom človeka, če že jaz problem ne znam rešiti, ki ga bo pa znal rešiti. In to je moja naloga, to je moje poslanstvo. Ja, to je tako, mislim, po moje bolj pure poslanstvo ne moreš imeti, to je fajn, zato ker te to pa konec koncev to sti, no. Če tebe to driva in ko ti to rečeš, se sliš močno, realno, ta pravo, veš, kakle moš po moje, ne vem, kako ti misliš to, ne vem, jaz pač moš biti autentičen, a veš, moš biti čim bolj pure v temu, kar si in čim manj fejkat, no, jaz ne maram ljudi, ki dobim občutek, da ni pristan, ki dobim občutek, da se pretvarja, da je nekaj, kar ni, pa ne glede na to, veš, ne vem, ali bo zdaj rentil avto, to se bo pošeperil, ali bo karkoli, neumnosti govorim zdaj, ne vem, ali bo pač nejel pa pisarno sam za en sestank. Ne vem, enostavno meni se to ne da. Daj pač bod kar si, bod autentičen, bod ustrajen, pa valjda čim večkrat dvigam roko, pa pravim ljudem povej, glej, kle me zmanjkalo. Seveda. A mi lahko pomagaš. Ne? Ker neautentičnost je po mojem ena najslabših življenjskih strategij. Ja. Zato, ker neautentičen, ne, na dolg rok najverjetneje ne boš mogel biti. Slejko prej so pokazali. Vse, če želiš učinkovito funkcionirati v tem svetu, bo to praktično zelo težko. Pa škaj je problem po mojem danes, kot ti to misliš na te. Lej, mi smo danes, vsi smo mediji. Vsak ima telefon v roki, ki ima vsaj en socialni, en social pač profile, Facebook, TikTok, karkoli, ti si medij. Ne? In dejansko, mislim, pač, če nisi autentičen, pa če fejlaš, ne, mislim, to si hitro viralen, tebe lahko en post je lahko nič. To ni to tako nerealno, to se je dogajalo, če imaš ogromno primerov, ko so ogromne korporacije poklekale zato, ker je ena oseba dala pač v pravem času pravi post, ne? Ja. Veš, zato jaz pravim, pač se pravim, to, kar si, ustraji na temu, pa cel cajt se moraš učiti.
po mojem, kar sem pri meni ugotovil, je to, ko sem prišel v to, da je dejansko, nikoli se nehaš učiti. Ker jaz sem imel foro, da sem se za neko oblar teb, jaz sem se nehal učiti, ko sem končal faks. Zame je bilo to konc. In jaz sem se učil zgolj zato, ker so mi rekli, se moram učiti, ker je bil končen cilj diploma ali pa zaključek srednje šole ali pa osnovne šole. Jaz se nisem učil, zato sem se hotel učiti. In to je ogromna razlika. In pa, kad ti priješ tega, da se hočeš učiti, pa najdeš čas, najdeš voljo, najdeš denar, najdeš vse. In to je big difference. In tudi v poslu. A ti imaš nekoga, ki hoče s tabo delati, ali pač je tam samo zato, da je. A ni tako? Imam identično izkušnjo. Okay, identično izkušnjo. Tako, nehal sem se učiti. In učil sem se izključno iz okolja, v katerem sem operiral. Kar pomeni, da je bila ta knjižnica precej omejena. Ja. In potem, ko seveda vidiš rezultate, ki ti niso povšeči, ali pa ne sledijo neki viziji, neki ideji, ki jo seveda bodi si sam ali pa z ekipo želiš uresničiti, potem seveda vidiš, da ti zelo verjetno primanjkuje znanja. Kar pomeni, v tej fazi nisem to, da se ti hočeš učiti, ampak se moraš. To pomeni, prvi korak je vedno moram se učiti, ker drugače najverjetneje ne bom preživel, ne bo preživelo podjetje, ne bomo preživeli kot neka skupnost, neka ekipa. In najprej se moraš učiti. In kaj se potem zgodi? Potem se zgodi nekaj čarobnega. Iz tega moram postane hočen. Okay. In s tem, ko se, veš, to je tale John Wheeler, zdaj je seveda Oppenheimer zelo popularen, in kasneje del te zgodbe tudi John Wheeler, ki je kasneje seveda se ukvarjal z nuklearno tehnologijo. In on je sam rekel, veš, s tem, ko tvoj otok znanja postaja večji, postaja istočasno večja tudi obala tvojega neznanja. Ampak to je tisto, ki naredi ta switch, veš, ta switch, več, ko se učiš, bolj veš, česa vse še ne znaš. In takrat se ta moram spremeni v hočen. In pol ne moreš nehati. In če je moja osebna knjižnica, ne vem, pri mojih 35 letih, imela mogoče eno knjigo, pa še to je srednje šole, ki si jo nekako vlekel zraven, jih ima danes bistveno več. Tako da, danes sem res, zdaj, če uporabim to besedo, praktično obseden s knjigami. Ampak tule je treba, rabim en disclaimer, ni dovolj, da sam bereš. Bolj pomembno je, da to, kar si prebral, to znanje uresničiš v praksi, preko izkušnje in potem znanje postane modrost. Lih temu smo se, to je bila debata, tudi ko sem s Hozinom sva debatirala, je bilo to sem jaz komentiral, da problem je, če samo nalagaš znanje in nič ne implementiraš, dejansko lahko račeš zafrustriran. Te začne to motati. In dejansko challenge je v implementaciji. Ker, veš, eno je kimat, ki mi ful si razumemo, druga je pa dati v prakso. Ker ti začneš to delati v prakso, takrat začnejo pa resni challenge. Tako da, a verjameš, da so že skoraj čist pred koncem? Ne morem. A si videl, kako hitro je to šlo? Praktično imam občutek, so šele začeli. Ja, to mi da moram nazaj prijeti. Daj mi sam povedati tako. Daj predstavljaj si, da imaš pred sabo enega mladega podjetnika, ki je blih štartu, pa bi on zdaj nekaj zgradil. Kaj bi ti njemu? Daj mi par na svetu, kaj bi mu ti rekel? Kar bi mu rekel je, da se naj ne ustraši neuspeha. In da predvsem naj se zelo veliko uči v smeri potrpežljivosti, ne do drugih, ampak v prvi vrsti do samega sebe. Nice. Ta del se mi zdi tle bistven, ker kaj se zgodi, ko postanemo nepotrpežljivi do samih sebe, postanemo zelo nepotrpežljivi do ekipe, do vseh ostalih. In kaj se potem zgodi, na žalost, zelo pogosto začnemo iskati krivce za ta svoj lasten neuspeh. Ali je kriv trg, ali je krivo podjetje, ali so krivi ljudje, ali je kriva mama, oče, na koncu babice, vsi ostali. Dejansko vedno najdemo ogromno krivcev, ne iščemo pa jih v sebi. In odgovor se vedno skriva v tebi. To je nekaj, kar se mogo tako na zelo hard način spoznati pri samem v sebi. A je tako? Valjda, absolutno. Ta je hard. Jaz mislim, da to je zdaj, ko to rekel, je kagun. No, pa šmaj. Ful ti hvala, da si ti bilo prijetno, ti bilo redo. Vrhunsko. Bravo. V glavnem, bi še kaj povedal? Ne, to je to. Bilo je kratko, sladko in jedrnato. V glavnem, dragi gledalci, poslušalci, kaj ne rečem, hvala, ker ste poslušali, gledali podcast More Than Networking. Gost je bil Gregor Kosi, tako da, če vam bilo to všeč,
šerite, lajkite, komentirajte, skočite na LinkedIn, poklikite Gregorja, dajte mu slediti, ker dela zelo, zelo lepe zgodbe. Tako da se vidimo zelo kmalu. Čau. Čau.